Lepo pozdravljeni v novem omizju, na novem omizju. Kot je bilo napovedano, je moje ime Andreja Kalc in že kar 5 oziroma že 6 leto teče sodelujem s Slovenskim raziskovalnim inštitutom, predvsem kot jezikoslovka. Tema, ki jo tu odpiramo, in sicer morda malce polemično, morda pa tudi ne, predvsem vsebinsko, nas je spodbudila z jezikoslovnega vidika aspektov, pa kot lahko sami sklepate, ima kar nekaj, kar veliko. Zato so moji gostje danes, kako bi lahko rekli, z različnih pol, različne raziskovalne provenience. Dr. Janoš Ježovnik, ki ste ga danes že slišali, prihaja tudi iz partnerske inštitucije Slovenskega raziskovalnega inštituta, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša s SAZU in je prvenstveno dialektolog, med njegovimi raziskovalnimi polji pa najdemo tudi sociolingvistiko. Me boste popravili, če kaj ne bo dovolj natančno, tako da bosta oba aspekta prav dobrodošla pri tej debati. Magistrica Martina Piko-Rustja z Inštituta Urbana Jarnika, s katerim Slori tudi veliko sodeluje, kot predstavnica in pripadnica slovenske skupnosti za mejo, o meji bomo danes veliko govorili, zato jo poudarjam, in kot etnografinja, kar je morda tudi pomemben vidik pri razmišljanju o temi, ki jo nastavljamo tu. Dr. Mitja Žagar prihaja, ima veliko funkcijo, opravlja veliko funkcijo v svojem življenju, zato bomo danes poudarjali samo to institucionalno, kot bi rekli Slovenci v Italiji, in sicer prihaja iz Inštituta za narodnostna vprašanja. Povabili smo ga kot pravnika in kot politologa. Tudi ti aspekti so izredno pomembni pri temi, ki jo odpiramo. Vsaj tako se nam je zdelo, morda bo to tezo ovrgel, bomo videli. Dr. Marko Stabej z Filozofske fakultete v Ljubljani kot sociolog z večinoma precej zanimivimi, sociolingvist, sociolingvist z zanimivimi, velikokrat alternativnimi tezami o jeziku, marsikaterega uporabnika in uporabnico slovenščine je potolažil, da smo v njej lahko sproščeni. Prej smo poslušali o pomembnosti wellnessa, zakaj pa ne, kraden koncept kolegici Grgič, jezikovni wellness. Zakaj pa ne, tudi to. Torej, poimenovanje slovenskih skupnosti za mejo in po svetu poimenovanja so kar razvejana. Hitra korpusna analiza nam to pokaže, že samo poimenovanje znotraj skupnosti pripadnikov in pripadnic, tudi tam se ogromno dogaja. Tu pa nas bo morda tudi zaradi kraja dogajanja zanimal predvsem vidik poimenovanja skupnosti v zamejstvu, slovenskih skupnosti v zamejstvu, strani Slovencev, ki živijo v matični državi. Recimo tako. Torej se ne bomo ukvarjali morda z manjšino, ki je tudi po svoje problematičen termin in izraz, to ni več samo z matico, koreninami, če bo naneslo, z rojaki in morda rojakinjami. V korpusih je rojakin manj, najdemo jih večinoma pri športni terminologiji oziroma pri poročanju o športu, ne pa toliko pri manjšinski tematiki. In seveda o zamejstvu, morda tudi z domstvom. Naslov tega našega srečanja je poskušal biti malce inventiven. Nadgradili smo termin, pojem skupnega jezikovnega, kulturnega prostora, ki ga seveda srečamo in poznamo tudi v slovenski zakonodaji in v določenih politikah in ukrepih, ki izvaja naša država. Moje prvo vprašanje bo pa tako, izzivi skupnega slovenskega jezikovnega prostora. Ali to obstaja, kako bi ga komentirali? Gremo po vrsti, ali je morda kdo neučakan? Dr. Ježovnik, prosim. Hvala. Sicer sem upal, da bomo začeli na drugem koncu, ker sem sociolingvistika, kot ste rekli, bil bolj kot ne
prisiljen zaradi stanja na terenu, s katerim sem se kot dialektolog ukvarjal, tako da se specifično sem se moral seznaniti s nekaterimi teorijami, ki so pač se to zadevno ukvarjali s to problematiko. Pač skupni slovenski jezikovni prostor je dejstvo, je že dlje časa dejstvo, seveda kontinuirano, ampak mogoče je pa oznaka po mojem mnenju malo preoptimistična. Prej smo slišali ob predstavitvi monografije, da ob vstopu v Evropsko unijo je bil nek optimizem, meje so padle, zdaj bo drugače. Ne vem, jaz bi se vprašal v tem kontekstu, ali v percepciji neke splošne populacije obstaja resnično zavedanje o tem nekem skupnem kulturnem ali jezikovnem prostoru. Namreč pripadniki slovenske manjšine, ne vem, v Avstriji, v Italiji, v drugih državah, mislim, da so v drugačnem položaju kot prebivalci v srednje Slovenije, ko so pravzaprav je ozaveščeno to razmerje, gledajo te z druge perspektive, medtem ko se mi zdi, da je neko pomankanje na vseh ravneh pravzaprav ozaveščenosti, kaj naj bi ta koncept pravzaprav bil. Ne? Imamo politike, ki govorijo o tem, seveda pač o zelo pomembnih, kot o zelo pomembni temi, potem si pa privoščijo kakšen faux pas, ne vem, konceptualno recimo ni čisto ozaveščeno, hočem reči. Potem pa raven zavedanja po mojem samo pada, ker pač upam si trditi, da povprečen prebivalec Slovenije ve, da tam neki ljudje govorijo slovensko, ampak to je pa to, ne? In mimo krilatice Trst je naš, težko prideš, ne? Da bi se bolj poglobljeno recimo, da bi res obstajala kontinuirana produkcija v obe smeri. Mislim, da je to ena taka težava, ki, ne vem, po mojem mnenju bi se jo najlažje dalo reševati z izobraževalnimi vsebinami preko šolskega sistema, seveda nujno tudi z določeno bolj kritično, bolj dodelano politiko, ampak seveda pa ne moremo reči, da bi ta prostor ne obstajal. Obstaja tudi jeziki so različni, mi smo recimo ob prenovi sistema slovarskega označevanja naleteli ravno na to težavo. Mislim, to je bila eden od povodov za prenovo pravzaprav. Namreč slovar slovenskega knjižnega jezika je vključeval narečno, mogoče še kvalifikator zraven pojasnilo, narečno koroško, narečno, ne vem, več drugo narečje, ampak v bistvu ne gre za to vrstne rabe, tukaj ne gre za narečno rabo. Če recimo se rabi, ne vem, termin je tržna občina za Marktgemeinde v Avstriji, v srednjem prostoru bi to prevedli kot trška občina. Tržen ima čist nek drug prizvok, ampak ne moramo reči, da to ni legitimen termin v tistem okolju. Ni narečen termin, je seveda pač standarden termin, je pa to reči treba nekako neutralno, torej tudi označiti, ali pa recimo v italijanskem prostoru urad za pisarna. So razlike, so legitimne razlike in tukaj recimo so oznake na Tržaškem in Goriškem, naprimer, ne pa več narečno, ker gotovo to ni. Hočem reči, da pač jezik tudi ima neko svojo produkcijo v teh skupnostih, ki pač, ne vem, biva v enotnem prostoru, vendar ima neke svoje specifike in razlike. Izvrstno, dotaknili ste se pravzaprav veliko pol, s katerimi se ukvarja tudi Slori. Dovolite mi malce oglaševanja, ampak mislim, da je tudi pomembno. Kolegica Maja Mezgec marsikdaj razpravlja o čezmejni didaktiki, ki naj bi vsebovala take vsebine. Hvala. Skupni slovenski prostor, kako ga doživljate vi? Jaz bi kar navezala na to izjavo Trška in tržna občina, ker seveda je za nas to zelo aktualno vprašanje, ker imamo številne trške, tržne občine in ko izdajamo zemljevide, se moramo odločiti za eno ali drugo obliko in v bistvu se že uveljavlja tudi pojem trška občina. Pojem skupni slovenski kulturni prostor je uveljavljen in mislim, da je to zelo širok pojem. Razmišljala sem o tem, kako bi pri nas funkcioniral pojem skupni jezikovni prostor, glede na to, da smo slišali te jezikovne separatizme, ki jih še imamo v zamestih pri nas, predvsem tudi na Zilji, ker imamo društvo Vindišarjev, ki vehementno odklanja slovenščino kot
tisti nadpojem, jezikovni nadpojem. Govorijo pa čisto azijsko narečje, v bistvu se ne razlikujejo od slovensko govorečih govorcev azijskega narečja. Tam skušamo najti neko skupno pot, zdaj je predvsem pri dokumentaciji ledinskih in hišnih imen. Ta pot je zelo težavna. Zdaj je vprašanje, ali preko kulture pridemo do tega, koliko bi ta pojem jezikovni skupni kulturni prostor to zaviral. To je zame zdaj še odprto vprašanje. Ko sem se srečala s tem pojmom, je takrat pred 20 leti, ko smo izvajali projekt v bistvu z naslovom Strategija Republike Slovenije za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter opredelitev institucionalnih in razvojnih usmeritev po vstopu v Evropsko unijo. To je bil projekt, ki ga je izvajal Inštitut za narodnostna vprašanja v sodelovanju s Lorijem in tudi z našim inštitutom. Takrat smo skušali ta pojem na novo opredeliti glede na to perspektivo novega sobivanja v Evropi. Takrat je tudi še bilo govorilo o enotnem slovenskem kulturnem prostoru, kar je pa seveda bilo problematično v tem smislu, ker bi naj ta kulturni prostor bil seveda se odlikoval po raznolikosti, kar tudi opozarja Deudetola v svojem prispevku o skupnem kulturnem prostoru. Mogoče bi bila neka zamisel, da pregledamo, kaj se je zgodilo po teh 20 letih, ko smo izvajali ta projekt, kakšne so oblike gradnje skupnega kulturnega prostora. Jaz sem se včeraj sam nekaj točk zapisala, v bistvu razne oblike sodelovanja med društvi so ja potekale že vsa leta, to ima tradicijo. Mislim, da je najboljši primer gradnje skupnega slovenskega kulturnega prostora, da sta prav kluba koroških Slovencev v Ljubljani in v Mariboru, kjer so te vezi bile vse skozi žive in tudi pomagale uzavestiti ta skupni prostor tako tu v Sloveniji kot pri nas na Koroškem. Kar je bilo novo po vstopu v Evropsko unijo je to, da smo se začeli bolj povezovati zamejci, uporabljam ta pojem, med sabo zamejske manjšine. Bile so razne oblike formalnih druženj, imeli smo tudi naprimer redna srečanja slovenskih raziskovalnih ustanov, ki so potem nekako prenehala. In takrat to je bila zelo dobra oblika izmenjave izkušenj, pa tudi posredovanja teh naših realnosti Sloveniji. Nekako je potem to zamisel nadaljeval projekt Mladi v zamejstvu, kjer smo tudi obravnavali mladince v zamejskih prostorih, njihove izkušnje. Opazili smo, da so zelo aktivni. Morda bi samo rekla, da so bile predstavitve izvrstne, doživljali smo zelo aktivne mladince, kar pa je mogoče ostalo odprto tudi zaradi pandemije, da teh nadaljnjih srečanj ni bilo in mogoče nismo uspeli, da bi se mladi med sabo povezali v nekem mogoče digitalnem skupnem kulturnem prostoru, zdaj, če dam idejo za naprej. Omenila bi seveda urad, ki finančno podpira naše dejavnosti, da lahko samostojno delujemo, ampak ne samo podpira, temveč tudi informira zdaj na socialnih omrežjih, tako da bi lahko tudi koristili to, ko potujemo po Evropi, po svetu, da obiščemo Slovence tam. Seveda tudi vse slovensko srečanje, mislim, to so samo zdaj nekateri vidiki, ampak ti so številni, mogoče bi bilo dobro narediti neko evidenco. Za naprej bi se želela, da mogoče spet te zamejske koordinacije, ki zdaj na novo nastajajo, zamejska športna koordinacija, zamejska kulturna organizacija, da to
nastane tudi na področju raziskovalnih ustanov. Mislim pa, da je tu zdaj nov izziv prav standardizacija zemljepisnih imen, da imamo temo, ki je nam skupna in moja želja bi bila, da bi to nekako, ker povsod nastaja podobne pobude, imamo podobne izkušnje, da tu naredimo neko širšo koordinacijo in skupno tudi Slovenijo, Slovensko komisijo in imamo pa te potem izmenjavo izkušnj, mogoče tako za začetek. Mogoče bi kazalo seči nekoliko dlje v zgodovino in omeniti, da koncept enotnega slovenskega kulturnega prostora se je nekje oblikoval v 70. in v 80. letih. In ni bilo takrat naključje, da se je uporabil ravno termin prostor. Takrat namreč v kontekstu teh različnih ozemeljskih teženj med obema vojnama, pa tudi po vojni, se je postavilo vprašanje, kako poiskati nek relativno nevtralen termin, ki ni vezan na konkretno geografsko območje. In zanimivo je, in tukaj se zelo dobro spomnim zlasti razprav z dr. Matjažem Kmeclem, da on že takrat poudarjal, da enoten slovenski kulturni prostor ne pomeni, da je ta prostor notranje homogen in enovit, ampak samo pomeni, da ima neke skupne okvire in da predstavlja nek simboličen prostor, v katerem se nekako srečujejo vsi tisti, ki čutijo neko pripadnost. In zanimivo je, da se takrat potem, tudi o tem smo se pogovarjali, zakaj ne enoten slovenski jezikovni prostor, ampak kulturni prostor. Namreč takrat je že prišlo do zamisli, ki je bila v tistih časih kar nekako revolucionarna, lahko rečemo, da je pravzaprav kultura bistveno širša od samo jezika in da slovenskemu kulturnemu prostoru pripadajo tudi tisti, ki niso govorci slovenskega jezika, ampak ki vseeno pripadajo tej skupnosti. In tukaj je zanimivo, ker se pogosto tudi pozablja, namreč tukaj nismo mislili samo na pripadnike slovenske etnične skupnosti v takratni Jugoslaviji ali pa v drugih državah, ampak se je mislilo tudi na manjšine, ki živijo v tem območju in ki tudi prispevajo k oblikovanju tega kulturnega prostora. Kaj želim s tem povedati? S tem želim povedati, da takšne opredelitve so zmeraj na nek način družbeni konstrukti, politični konstrukti, tudi znanstveni ali pa strokovni konstrukti, ki jih ne smemo kar avtomatično upoštevati kot neke vrste absolutno realnost, ampak gre za nek poskus, kako pravzaprav razložiti in pojasniti različne procese in odnose, ki znotraj nekega območja, geografsko, ali pa prostora, ki je lahko tudi simbolen, obstajajo, so med sabo v interakciji, drugo dopolnjujejo in sobivajo. In mislim, da v tem kontekstu se je mogoče v preteklosti res premalo zavedalo to, da slovenščina ni zgolj in samo dialektološko zelo bogata, ampak se je v različnih okoljih tudi nekoliko specifično razvijala, tudi pogojeno s tem, kakšne so bile upravno-administrativne meje in realnosti v tem okolju. Kakšni so bili neposredni jezikovni vplivi, naprimer germanski ali pa italijanski. In vse te stvari seveda prispevajo k nečemu, kar je izjemno pomembno, namreč k notranjemu bogastvu tega kulturnega in tudi jezikovnega prostora. In mislim, da izjemno pozitivno je tukaj dojemanje, da slovenščina pravzaprav ni neka stalna, nespremenljiva tvorba, ampak da je v resnici proces, ki se stalno spreminja in dopolnjuje, medsebojno bogati in seveda vse te različne kulturne, zgodovinske, pa tudi vrednostne komponente vplivajo tako na jezik, kot tudi na vse druge elemente. In mislim, da ni nič narobe, če uporabljamo vse te različne pojme, ampak moramo zmeraj pojasniti, zakaj gre, na kaj mislimo, tako da ni nesporazumov. Zlasti pa mislim, da je izjemno pomembno to, kar je bilo že na začetku te ideje prisotno, da ne gre za nikakršne ozemeljske ali pa kakšne druge težnje, ampak da gre predvsem za interes povezovanja, sodelovanja, sožitja. Hvala. Pika. Ja,
Jaz bi mogoče ilustriral, se strinjam s tem, kar ste, in občudujem to, kar ste povedali, tudi predhodnika. Ta slovenski prostor, ne, je vsaj v moji praksi razmišljanja in občasno tudi pisanja nekaj, brez česar ne morem. Potem pa skuša to človek prevesti v angleščino, seveda, kot pač nimaš kaj, ne moreš reči Slovenian, kaj, space, kakšen space, room, ne, in moraš je točno to, ne, territory, ali nekaj, ne, area, vse, kar je zelo zemeljsko, geografsko, kar je bil problem in bo še naprej problem, najbrž, ne. To se pravi, ta koncept se mi zdi neke razmeroma eterične, pa vendarle zelo konkretne skupnosti obstaja. Zdaj, kaj pa v praksi, je pa zelo velika razlika, ne? Med to lepo zamišljeno, lepo argumentirano, skozi dokumente speljano zgodbo. V bistvu je pa zgodba taka, da moramo imeti skupen niti ne kulturni prostor, ampak življenjski prostor, se srečevati in med sabo pač komunicirati, poslušati in znati biti drugačen. To nam gre pa še vedno zelo slabo. Tudi zato, ker je večina inštitucij, ki jih imamo, bi rekel, namenjena predvsem nadaljevanju nekdanjih uspešnih, zaživetvenih in preživetvenih narodnih strategij, ne? Kjer velja, da moramo imeti jezik, ki je vsaj tako dober, če ne boljši od vseh sosednjih, samo naš in tako naprej. Ne? In v tem smislu je pač toliko nekega strahu se nakopičilo, da če tega ne bomo imeli, nas bo pohrustal vsak sosed, ki na nas preži, pa še kakšen, ki bo odlje prišel, da si ne moremo privoščiti biti različni. Ampak če lahko to, bi rekel, če smo lahko z uspešnostjo to v botaniki oziroma pač v kmetijstvu in še kje druge znali, bi rekel, nekako obrniti svoj prid, se mi zdi, da tudi sem tukaj pač moramo pogruntati, kam da se bomo večkrat slišali. Še vedno namreč, ne vem, tudi v šolskih vsebinah, če pač nekritično spremljaš slovenščino kot predmet v šoli in večina učencev in učenk to počne, ne? Ima občutek, da se govorci dveh različnih narečij med sabo brez knjižnega jezika ne bi razumelo. Kar pač kakorkoli stvarno o tem razmišljaš in imaš izkušnjo s tem, veš, da to ni res. Nisi se res, nikjer ne piše, da bi se razumela, če ne bi v zgodovini imeli nastal knjižni jezik, to je kompleksno vprašanje, ampak tako preproščeno ni, ne? In mi se marsikdaj jezikovne drugačnosti znotraj sebe ustrašimo kot nekaj, kot pač šibek, ne šibek, močen, nemočen, mislim, neke igre moči so, ki jih niti nočeš, pa se sprožijo. In zdaj, če lahko pač si bom vzel 3 minute za neko anekdoto, kjer sem jaz dojel, bi rekel, v prvem letniku gimnazije, kako ni važno, kateri jezik ti govoriš z nekom, ampak da je važno, kaj ta, ki mu govoriš, misli, kateri jezik ti govoriš. V prvem letniku gimnazije smo šli 4 fantje, še zdaj po mojem ne vejo naše mame, kaj so nam pustile, smo šli s kolesom za 10 dni po Jugoslaviji. Bilo vse sorte, ne? Tudi kolesa, to je bilo leta 80, kolesa niso bila ravno ne vem koliko, bi rekel, neprimerljivo s tem, kar je danes. No, in se spomnim, tam na začetku na Hrvaškem, v redu je bilo še ampak, ko so prišli v Bosno, kamorkoli smo prišli sred vasi, ena tista bila, ta mešovita roba so bile trgovine, ne? Smo parkirali svojih 5 bolidov, nekateri smo imeli 3 prestave, 2 sta imela pa 5 prestav. In so se okrog nas nabrali, vaški, od malih do velikih, in so z nami govorili nemško. Mi smo znali se bo hrvaško, se smo brali stripen, mi smo naši. Ja, we feel, sploh ni bilo govora, v njihovi percepciji smo mi bili Nemci, ker edini Nemci so toliko nori, da pridejo s kolesom toliko daleč. Ne? In zdaj, to je malo prispodoba, mislim, med sabo se razumeti, imamo tradicije veliko, ne? Ampak bi rekel, po mojem, če hočemo imeti ta prostor skupen, se zdi, dobro, se moramo še več slišati, poznati, govoriti. Nismo pa na različnost, kot rečeno, pa več dobro še pripravljeni. Ne? Se mi zdi, da imamo z njo težave. Najlepša hvala. Kar raznolika in pestra paleta se je razprla, kot smo tudi pričakovali. Izzivi torej so, naj malce povzamem, predvsem določene tudi družbeno aktivne oblike
družbeno aktivne oblike separatizma, s katerimi se srečujejo slovenske skupnosti za mejo in prehajamo k meji, za mejstvo. Družbeni konstrukt, pravni konstrukt, znanstveni konstrukt, prej ste, Martina Piko-Rustja, rekli, uporabila bom ta izraz in ga postavila v navednice, za mejstvo, za mejec, je tudi termin, ki ga poznamo iz zakonodaje, živi, sobiva, v stroki se uporablja, ga lahko, prosim, problematizirate. Morda tudi s tole malce arhaično končnico ljudstvo, občinstvo, ne, pripolstvo. Ali je pri občinstvu verjetno ne, pri pravstvu morda malce. No, lahko pa da ni. Morda bo pa to odgovor, za mejstvo. Torej, doktor Stopej, lahko začnemo kar z vami? Ja, po mojem rešitve ni. Mislim, ni enostavne rešitve in marsikdaj se terminološka prizadevanja vrtijo v nedogled, ko je bilo za to še več časa, vsaj zdelo se, da je, ne, da bomo našli idealno rešitev. To je pri vseh, se mi zdi, no, pri vseh ideološko-politično potencialno problematičnih pojavih in njihovih poimenovanjih je tako, da ni ene same razen molk. Ni možnosti. Ne? In zdaj treba imeti funkcionalne oznake, ki lahko marsikoga seveda bolijo, a ne? V določenih situacijah, ampak funkcionalne oblike, če hočeš imeti politiko, če hočeš imeti pravne dokumente, če hočeš imeti usmerjevalne dokumente, moraš imeti. Ne moreš vsakič narediti 5 narekovajev, pa še, a veste, ampak s tem ne mislim nič slabega, ampak ne. In zdaj bom jaz urad za Slovence v zamestju in po svetu, ki zelo korektno to počne, bom citiral na spletni strani, se najbolj poznate. Slovenci v zamestju ali zamejski Slovenci so rojaki, ki prebivajo kot avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah na zgodovinskem poselitvenem območju slovenskega naroda. Poleg pojmov zamejstvo in zamejci se enakovredno uporabljajo pojmi Slovenci v sosednjih državah, Slovenci v sosedstvu in avtohtone slovenske narodne skupnosti oziroma manjšine. Območja sosednjih držav, kjer prebiva avtohtona slovenska narodna skupnost in Republika Slovenija tvorijo, kar smo slišali, skupni slovenski kulturni prostor. Ok, to je tako imenovan disclaimer na začetku, ampak potem ne moreš vsega tega uporabljati. Seveda. A ne? Pa še, pa imamo še eno možnost, tak, sem to pa, da bi Mercator sponzoriral sosednji Slovenci, ali kaj? Sosedski. Mislim, da to ne, se strinjam, ampak razumete, da problematiziramo pojem zaradi tega, ker verjetno ni ravno neutralen sam po sebi, a ne to mejo vseeno vsebuje vprašanje, če se te skupnosti dojemajo tako. Velikokrat tudi se, k temu bomo še prišli, upam. Saša, ena misel, pa če sem tudi po korpusu pridem pogledal, ne? In recimo je itak nesorazmerje, pravzaprav, ker daleč največ pojmenovan od vseh sosednjih držav je koroški Slovenec, recimo, ne? Kar v bistvu je zanimivo, da je nekaj drugega kot Korošec in če bi, mislim tako, koroški Slovenec pa tržaški Slovenec. Ne? Ampak zdaj, to ni v vseh kontekstih, mislim, zelo odvisno od kontekstov, ne? Ja, mislim, lahko problematiziramo, sem bi rekel, težko bomo presegli to, da neka meja je bila in še je, pa ni nujno, da pomeni nekaj slabega, ne? Mislim, torej ne bi zagovarjali terminološkega revizionizma v tem smislu. Če bi imeli hipotetično zamisel, da bi ustvarili nek, recimo, glosar opolnomočenja skupnosti, kot je zdaj modno po svetu, ali bi opozorili na to, vi pravite, da ne, da potem ni... Ne, mislim, to bi bila, pa to je dobra ideja, da bi imel nek tak previdnostni slovar, kaj, ne? Tako, in bi vse pač problematične termine rekel, lej, ti lahko čutiš ob tem tako, ampak v resnici pa ne, mislim, ja, ampak zdaj, koliko je pa to, mislim, ja, kot neko ozaveščevalnost, ali pa kot neka dejavnost, recimo, ne? Ampak se mi zdi pa, da bi pač, mislim, v tem smislu revizionizem, dajmo se skupaj zbrati pa najti novo terminologijo, mislim, ne vem, želim veliko uspeha, ampak, mislim, bi bil tudi pripravljen sodelovati, ne, ampak se mi zdi, da je zelo razmeroma malo verjetnosti, da bi našli nekaj, nek gral, ki pa bo rekel, to smo. Izredno zanimivo stališče, namreč, če morda sami premislite pri sebi, pri uporabi konkretno tega sistema, sama tudi za
občutim določene zadržke in se mu skušam izogibati, kajti vem, da so določeni predstavniki intelektualcev v Italiji, slovenskih intelektualcev v Italiji to velikokrat problematizirali. Ne? Zato zelo zanimivo stališče, hvala. Dr. Žagar, kaj boste pridali? Tudi jaz mislim, da termine, ki obstajajo in so uveljavljeni v praksi, je enostavno treba sprejeti kot dejstvo. Pojasniti rabo, kadar bi ta lahko bila nekoliko sporna, ampak mislim, da je popolnoma nesmiselno in nesmotrno zanikati, da to dejstvo obstaja. Še toliko bolj za tega del, ker se tudi v teh skupnostih slovenskih, v sosednjih državah, pravzaprav ta termin kar pogosto uporablja in ne nujno v slabšalnem smislu, tudi ne nujno v smislu, da gre za neko nerazumevanje ali pa postavljanje v drug položaj, ampak čisto enostavno kot odraz dejstva, da obstajajo državne meje, še zmeraj tudi znotraj Evropske unije in da pač en del prebivalstva živi za mejo, s tem, da tukaj smo seveda še zmeraj na nekem malj problematičnem konceptu 19. stoletja, matice in manjšin zunaj. Ampak dejstvo je, da to obstaja, dejstvo je, da je to zelo ukoreninjeno in da verjetno tega, tudi če bi želeli, ne moramo kar tako enostavno odpraviti. Tisto, kar mislim, da je zelo dobro, koristno in tudi potrebno je, da se zlasti v znanstvenih in strokovnih tekstih pojasni rabo in da se pojasni tudi to, da ni mišljeno v kakršnemkoli slabšalnem ali pa razlikovalnem smislu, ampak da gre zgolj za na nek način faktično poimenovanje neke skupnosti. Zanimivo je tukaj tudi to, da ne samo, ko gre za zamejce, nekaj podobnega se pojavlja, kadar se pogovarjamo o narodnih ali etničnih skupnostih ali pa o manjšinah. Samo dejstvo je, da termin manjšina lahko vzbudi neko nelagodje, nek občutek postavljanja v nek drugoten položaj, ampak tisto dejstvo, ki ga mi pogosto pozabljamo v kontekstu tega zelo raznolikega sveta, je to, da smo pravzaprav vsi manjšine. In vsaka večina je pravzaprav koalicija manjšin. Pa da ne bo pomote, tudi vsaka manjšina je koalicija manjšin. Skratka, že celo v tako majhni skupnosti, kot je na primer družinska skupnost, se oblikujejo notranje razmerja in se vsaj občasno nekdo pojavi v večini, kdo drug v manjšini in podobno. In mislim, da je čisto enostavno treba te stvari pojasniti, da so pravzaprav neki pojmi, neki koncepti, ki označujejo odnose in ki sami po sebi niso nujno slabšalni in negativni. Izredno zanimivo, najlepša hvala. Naj še malce ozadje razkrijem. Ena izmed pobud, zakaj smo se lotili te teme in zakaj jo želimo obravnavati tako široko, je prišla tudi iz slovenskega medijskega prostora. Kajti ta meja v zamejstvu, ta koren, je kar vabljiv za to, da ga uporabljamo in potem dejansko prehitro postavimo to skupnost za mejo. Ne, pri tem je recimo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu resnično izredno in pohvalno previden, plemenito. Nekateri pa morda tega ne doživljajo dovolj močno in dovolj dobro, da bi bili previdni. Torej, zato je bilo novinarsko vprašanje delovni skupini za slovenski jezik pravzaprav, ali je s tem terminom vse v redu. Čutili so tudi sami določeno poimenovalno zadrego pri tem namreč. Ne? In odgovori so zdaj presenetljivi in pozitivni. V bistvu, Martina Pikorustja, kaj pa vi pravite? Jaz sem to predala pod narekovaj, ki je to danes tema te okrogle mize. Sicer pa bi morda s tem primeru Slovenskega narodopisnega inštituta Ivana Janika ponazorila. V bistvu narodopisni inštitut je pravzaprav tudi zastarel pojem. V nemščini Volkskunde-institut, lahko bi rekli, da smo nacionalni. In nismo razmišljali zdaj o tem, da bi to preimenovali, kajti vse etnografske, etnološke ustanove, predvsem v nemškem prostoru, so se preimenovali v inštitute za kulturološke študije, za sodobno zgodovino, za karkoli, samo ne Volkskunde-institut. Mislim pa, da
je važna vsebina in kako nastopaš navzven. In v bistvu smo pojem narodopise zapolnili s tem, kar zdaj delamo. In nikoga ne moti Slovenski narodopisni inštitut in tudi ni bilo kdaj vprašanje zdaj znotraj naše ustanove, tudi drugotne, da bi to spremenili. Sama sem se v svoji diplomski nalogi tudi intenzivno ukvarjala s temi pojemi Volkslied, pa Volkskunde, pa folk, v slovenščini narodna pesem, ljudska pesem, ker so tudi bili poskusi, da to nadomestimo s folklorna pesem. Ampak, ko prideš na teren, ne moreš razložiti nekomu, ki poje ljudske pesmi, da poje folklorne pesmi. Mislim, da pojem zamestvo je tako uveljavljen, da ga ne dojemamo negativno, v bistvu ga mogli interpretirati na novo, zdaj po Prešernu, ne vrakli sosed bo mejak, nismo za meji, za mejo smo mejaki, v bistvu sosednje države, prijateljske države v skupni Evropi, tako da lahko ta pojem zapolnimo z novo vsebino, kjer mogoče včasih pride kakšno vprašanje ali pa diskuzija za mejci, tisti za mejo omejeni včasih, tako v šali reče, mislim, da če pomislim naše mlade, oni bi se strinjali s tem, da rečemo Slovenci in Slovenke in še mogoče kakšno zvezdico za binarno spole v zamejstvu. V bistvu pa njih je diskuzija pri mladih povsem drugačna. Oni izpostavljajo ženske oblike in tudi oblike za druge spolne identitete in predvsem pri naših mladih na Dunaju, vem, da je to najvažnejša tema, ko izdajajo študentski časopis, je vprašanje, pišemo rojaki in rojakinje, beseda bi jih ne motila. Razprava bi se vnela na tem, pišemo rojaki in rojakinje, rojaki, poševnica in je zvezdica po nemškem vzoru. In to pa zdaj že čist nova diskuzija med mladimi, ki potem seveda tudi sega na to področje, recimo zdaj Slovenci in Slovenke in še kaj v zamejstvu, recimo zdaj kot in še kakšna oznaka za Slovence in Slovenke v zamejstvu. Sama sem zelo previdna pri preimenovanjih, ker tudi, ne vem, nekdo je rekel, teta iz Amerike, angliško poimenovanje ne reši domačih problemov. Naprimer, pri folklori je bila tudi ta argument potem, ki je bil vnešen v diskuzijo. Kar izvolite. Meni konceptualno se mi zdi problem, če bi nekdo rekel Slovenci in Slovenke, pa bi tukaj izključil ljudi, ki so Slovenci in Slovenke in niso v Sloveniji. Ampak tukaj pa pač ta dimenzija, ki jo počasi, mislim, je že dolgo časa, že 35 leta, ne, da Slovenec in Slovenka v resnici lahko pomeni tudi slovenski državljan in slovenska državljanka. Ne. In tukaj pravzaprav pa spet nadaljni možni nesporazumja, ne? Ker če rečeš v slovenski državi kar tako Slovenci in Slovenke, pa ne misliš na državljanje, je pravzaprav to kršenje človekovih pravic na nek način. Ne? Ali rečemo Slovenci, Slovenke in drugi slovenski državljani, tako kot Baltič reče, kaj dogaja. Ne? Mislim, in jaz mi zdi, da tudi z tega stališča je zamejski Slovenci nekaj, kar pravzaprav zagotovi to, da lahko rečeš Slovenci in Slovenke, ne? Čeprav niso državljani. In tudi v splošni percepciji še zdaj problem s tem državljanstvom. Vsega je imela problem Nataša Pirc-Musar, ker pač rekla tisto, kar marsikdo vsaj malo misli, pa se ne sme reči. Ne? In ravno mislim, se mi zdi bolj to, no, to je pa zdaj druga tema, ki pač zdaj boste odprli, ali ne, vi ste jo že, ne, delamo menili ta matica, matičen nadzor, omogočanje in nadzor hkrati, ne, se mi zdi to na nek način prostor omogoča in pač prostor ima več središč,
Ampak ta matičnost se pa meni osebno zdi precej preživeti z več vidikov koncepta. Ja, se bomo k temu prav gotovo še vrnili pri naslednjem vprašanju. Janoš je žal za Ja, mogoče zdaj gre za Slovence in Slovenke v zamejstvu, ampak je to že preozek pojem, ker so to dvojezični in v bistvu je tudi to treba spet odpreti in zamejski, tako da v bistvu prideš še v neko tretjo raven diskuzije. Ja, če smem, zdaj sta odprla ravno nekaj, na kar sem se jaz želel navezati. Najprej, jaz sem načeloma velik pristaš tega, da če se nekdo ne čuti nagovorjenega z nekim izrazom, se pač upošteva njegova želja, kako ne bo nagovorjen. Ampak se zavedam, da je hkrati to precej sizifovsko, kajti to deluje na individualni ravni ali pa na ravni zelo majhnih skupnosti, manjšin znotraj manjšin. Ne. Širše pa tega konsenza ne bomo dosegli. In mislim, da je pač zamejec ali pa zamejstvo zelo uporaben žargonizem, ki se je pač uveljaval. Smo pa kot družba, in to je širše, mislim, da globalno trenutno bolj nagnjeni k temu, da se ukvarjamo z označevalci, ne pa toliko z označenci. In tudi, če bomo spremenili ta termin v nekaj, kar bo sprejemljivo, nismo rešili tiste zadeve, tistih stereotipov v ozadju, ki ga barvajo v negativno in sčasoma se bo tudi ta navlekel te iste negativne konotacije in potem iščemo spet nove izraze, se vrtimo v krogu, se pravi rajših koreninam, rajših vzrokom, kot pa na raven poimenovanja. To, na kar sem se pa hotel navezati, je pa v resnici, da pravzaprav tudi termin Slovenec ali Slovenka je v tem smislu izključevalen, če gremo v to dvorezno smer. Namreč, če te recimo zanima, dokod v beneško-slovenskih narečjih sega pojav konjunktiva in odkot se ne govori več, ti je relativno vseeno, ali se informant identificira etnično ali jezikovno kot Slovenec, ali se identificira kot nekaj drugega. Italijanski ekvivalent Vindišarjev sicer nima nekega poimenovanja, ampak se pač pojavlja. Rezijani so nekoč verjeli, da so Rusi in tako naprej. To je relativno nepomembno, če se pač ukvarja s takimi, recimo, formalističnimi raziskavami jezika. V tem smislu, če zdaj rečemo, raziskujemo govor Slovencev v Italiji, ja, sej ga, večinoma. Ampak, če gremo s to logiko naprej, ga tudi ne. Tako da, ja, mislim, lahko reduciramo stvar, kar je zelo daleč. Če sem vas prav razumela in če vas bom prav povzela, zdaj se nekako lahko postavim v šiv z tezo prvega dela tega dogodka in sicer vi pravite, kar je soglasno, ne gre za to, da so konkretno ti pojmi ali termini problematični na sebi, težava je v tem, da so preozki in da bi morali k temu še kaj dodati in konceptualno malce bolj premisliti, kaj vse lahko oziroma moramo še šteti pod ta pokrov. Ja. Mislim, zelo soroden je problem s prilastki v zvezi s slovenščino. To je slovenščina, mislim, tako mukoma se je uveljavila ideja, da je slovenščina kot prvi jezik, pa slovenščina kot drugi jezik, kot jezik okolja in slovenščina kot tuji jezik. Ampak čim se je to, pa še to marsikdo, bi rekel, iz strokovnih krogov ne sprejme, da je to, pač da so to trije obravnavanja, raziskovanja in ukrepanja različnih vidiki. Ampak de facto pa so te stvari z zelo veliko presečnimi množicami, zelo veliko problematičnimi stvarmi in tako naprej. In spet je isti problem za operacionalizacijo določenih stvari. Mislim, jezikovnega načrtovanja, pa še kakšnega drugega načrtovanja pač moraš poimenovati. Ne moraš pa zagotoviti, da s tem ne izključuješ. Samim poimenovanjem lahko kdo reče, si nas izključil, ampak lahko potem z dejanji ne, zdaj dokažeš, da ne, je pa seveda človekova, bi rekel, čustvenost na področju označevalcev in označencev je lahko zelo vnetljiva. Mislim, spolno vključevalne oblike so že tak primer, kjer tisti, ki si pač prizadeva zanje, so zelo, bi rekel, aktivni. Tisti, ki so proti temu, ker se jim ruši nek ustaljen svet in ustaljena predstava, so ravno tako ogorčeni. Možno je, da tudi, ne vem, če nekdo mora hoditi, pa ima občutek, da je slovenščina njegov dediščinski jezik, če uporabim ta termin, pa mora hoditi na tečaj, ki je bil oglaševan kot tečaj slovenščina kot tujega jezika,
da je prizadet. Ne. Ampak zdaj, a lahko to rešujemo s poimenovanji, deloma s previdnostjo, ja, deloma pa za ozaveščenjem, da ti nobena, pač nič ti ne bo z glave padel, če greš in če ti je v redu in če je tep namenjen, zakaj ne? Se ti nihče ne sil, mislim, se mi zdi pa tukaj je pa, tako kot če bi rekel, zdaj bom šel pa na, ne vem kaj, v divjino, ampak pričakujem utrjene poti, a ne. Mislim, pa je mogoče, ne živimo v divjini, hočemo imeti civilizacijo, a ne, ampak tako, mislim, eno umnih in eno značečnih, enako, ne vem, za znako priseljenci, kaj, pa smo imeli otroci priseljenci, ali pa priseljenci tretje generacije, ja, super. Priseljenci tretje generacije, kakšne priseljenci tretje generacije. Ampak vidiš, da sploh marsikdaj nimaš dovolj možnosti, da bi neko neutralno poimenovanje pač izumil, ki bi bilo vsaj približno funkcionalno. Ne? Kljub vsemu je pa o tem treba razmišljati. Ne? In tudi pogovarjati se, ja. In tudi, tako. Mislim, najbrž tudi preko pogovora se lahko izkaže, da kot rečeno, lahko ima konotacijo, ampak kater izraz pravzaprav, mislim, tako rekoč vsak izraz ima lahko konotacijo. Ne? Mislim, zlasti, če jo pospremiš z neverbalnimi kakšnimi, ne? Lahko reče akademik, pa je to negativno. Drži in v tem smislu nam korpusi tudi lepo, korpusna analiza lepo pokaže, da denimo izraza rojak ali rojakinja nikakor ne dojemamo zaznamovano, torej ne gre za arhaičen izraz. Zakaj? Največja frekvenca je kot sem že prej omenila, pri športnih besedilih, ki pokrivajo šport. In to tako v osrednji Sloveniji kot v Primorskem dnevniku. Denimo s drugimi mediji se še nisem utegnila ukvarjati, pa se bom. Nikogar to ne moti, da je rojakinja ali rojak nekega športnika dosegal medaljo. Zmoti pa pripadnike in pripadnice slovenske skupnosti, ko jih tako poimenujejo, predvsem mlajše. Vsaj v Italiji je tako, Martina, pravite, da na Koroškem ne. Rojak, torej moje vprašanje je zdaj, rojak, matica, sami ste omenili, da so to koncepti 19. stoletja. Kaj pa lahko z njimi naredimo? Janš Ježovnik, lahko začnemo z te strani, da vas ne tako. Ja, ne. Mislim, da so to neki, bolj kot sami izrazi, tukaj se razkriva skozi diskurs, pravzaprav ideologija o zadju. Nečesa niste navedli, pa meni odzvanja vsako leto, ko slišim za to prireditev, dobrodošli doma. Okej. Razumemo odkot, zakaj, ne? Seveda dobrodošli vedno, ampak tudi mi smo verjetno dobrodošli v Trstu in tam nismo doma. In, ne, taka konotacija tega je, vi ste tam čez in enkrat na leto pridete semle, kjer ste v resnici doma, potem pa lahko greste nazaj, se vidimo prihodnje leto. Ne? Tukaj vidim neko, pač mislim, izbira poimenovanja verjetno bila čist dobronamerna, ne? Ampak izkazuje pa tisto neko ideologijo, ki je v ozadju in ki pač je smiselno se bolj ukvarjati s to ideologijo, kot pa z temi poimenovanji. Zdaj polni zavedanjem, da pač nastopam z pozicije nekoga, ki ni pripadnik manjšine, ki je pač iz osrednje Slovenije, mogoče malo poznam tam stvarnost, sigurno pa je ne živim. V bistvu se do teh terminov ne moram zares izrekati. Meni rojak resnično ni negativno konotirano, malo arhaično zveni, ampak... Arhaično, ja, tu ne ciljam na negativno konotacijo, ampak na stilistično pravzaprav, ne? Da je arhaično. In ste odgovorili. A se smem samo navezati na nekaj drugega še, prej mi je to ušlo. Ko govorimo o meji, ne, odtot se sam od sebe ponuja zamejec, čist besedotvorno. Mislim, da ta meja, dobro, v času svetovnega spleta je manj opazna, ampak je pa še vedno precej opazna. In mislim, da je malo, bi rekel optimistično, pa naivno, da bi se delali, da ni, ne. Zdaj, v tem času, recimo, Italija pač ponovno podaljšuje nadzor na meji, vsaj po mojem mnenju, s predvezo neke grožnje beguncev.
Potem v času zaprtja za časa COVID-a smo ne samo z zapornicami, ampak kar z navaljenimi skalami na cesto zaprli en mejni prehod v Benečijo. In to je simbolno, je pa tudi zelo, zelo fizično prisotno. In mislim, da tukaj se pač ne samo kot pomenovalno, pač zelo stvarno kaže, da vendarle je prisotno. Nazadnje šengenski prostor je v prvi vrsti ekonomska institucija in prost prehod ljudi, ki ga najbolj občutimo, je pravzaprav kolaterala tega. In ne vem, sprašujem se, ko enkrat to ne bo več v ekonomskem interesu, ali bomo še vedno živeli ta skupni evropski prostor, da tako rečemo. Jaz bi morala pogledati naša medijska poročila, koliko se sploh beseda rojak uporablja. Mislim, da ne v tolikšni meri. Znana je oddaja Rojaki, ki je prepoznavna. Kar se zdaj tudi tiče te diskuzije o moških in ženskih oblikah, mislim, da je to tudi posledica zdaj tega sistema univerz v Avstriji, kjer moraš v nemščini uporabljati vedno vse oblike dosledno. In to se zdaj tudi prenaša na slovenski jezik in ni pa še rešitve, kako to potem rešiš, a pišeš rojaki in rojakine s poševnico. Mislim, tako da je to zdaj neka taka aktualna diskuzija med mladimi, kot sem prej omenila. Kar se tiče meje, vem, da opozorila na to, da imamo nove pojme iz čezmejnih projektov, prekomejno sodelovanje, čezmejno sodelovanje. V bistvu je meja zdaj ne ločuje, temveč v bistvu zaradi meje nastajajo povezovanja in oblike preseganja meje, nove oblike regijskega sodelovanja, nove regije nastajajo, naprimer Geopark Karavanke. Karavanke so bile najhujša meja. Geopark Karavanke je zdaj UNESCO geopark, zgleden park čezmejnega sodelovanja. V bistvu se je to korenito spremenilo dojemanje meje. Karavanke so zdaj pravzaprav simbol čezmejnosti v tem parku. Mislim, da kar se tiče zdaj rojake, če še na to povrnem, bi mogla pogledati. Ni toliko uporabe, zato verjetno tudi ne moti, ni negativno konotirano, tako je zaključila. Vse pozive za prihodnje projekte si zdaj zapisujemo in upajmo, da jih bomo izvedli, a ne tudi raziskali. Sam bi se vprašal, če je termin rojak sploh arhaičen. Predvsem zaradi tega, ker za večino terminov, ki se ohranjajo, velja, da dobivajo nove, spremenjene vsebine in tudi drugačne konotacije. In pogosto so ti jezikoslovni pristopi in označevanje pravzaprav na nek način nekoliko ozki. Ozki predvsem zaradi tega, ker izhajajo iz neke stroke in ne upoštevajo vse te širine, ki se sicer pojavlja. In dejstvo je, da koncept rojaka obstaja že kar vsaj od 19. stoletja naprej, dokaj jasno in dobiva nekoliko različne vsebine, predvsem v tem smislu, da ni zmeraj nujno tudi samo etnično pogojen, kar je zelo pomembno. Ampak, če se vrnem nazaj k vprašanju meja, moram reči, da smo ljudje po eni strani zelo teritorialne živali, po drugi strani pa so meje nek koncept, ki nam tudi pomaga pri oblikovanju zelo različnih identitet. Pa naj si gre tukaj za meje osebnega prostora, naj si gre tukaj za meje državnega prostora ali kakorkoli drugače. Skratka, meje so na nek način tudi dejavnik identifikacije in državne meje so zgolj eden od teh dejavnikov. V tem kontekstu bi rad poudaril predvsem to, da mislim, da je ključno, da dejansko mej ne razumevamo nujno kot nekaj izključujočega, ampak poskušamo dojemati meje kot nekaj, kar je lahko vsaj v določenem segmentu tudi porozno in kar omogoča povezovanje, sodelovanje in graditev nečesa novega. In v tem kontekstu
lahko rečemo, da termin rojak lahko pomeni tudi v odnosu do nekoga, ki je onstran meje, ki ni etičen, ki ni v tem smislu ločen, ampak s katerimi imamo skupne interese, skupne prostore, o čemer smo že prej govorili in podobno. In tisto, kar bi jaz predlagal, je predvsem to, da poskušamo te identitetne, mejne in druge koncepte zmeraj tudi na nek način instrumentalno obravnavati in poskušati pogledati, kako lahko pomagajo pri preseganju določenih problemov, ločevanj in podobnega. In mislim, da je to tisto. Drugače pa, po mojem, tisto, kar je bistveno v vsakdanji rabi, pa naj si bo to v javnem diskurzu, v medijih, v literaturi, da kadarkoli menimo, da bi nekaj lahko bilo sporno ali pa nejasno, da pojasnimo, v kakšnem kontekstu in s kakšno vsebino določen termin, določen koncept uporabljamo. Ta rojak je super zadeva, ne? Zamislite si recimo, ne vem, da potujete po Mongoliji, ne? In srečate Slovenca. Kaj vam bo? So Slovenca, kaj? V bistvu je rojaka, ne? In mislim, tako, da mislite boljše rojak kot vojak, ne? Ampak meni se zdi, da tudi tako, več, ko se govori o kategorijah določenih, manj dobro je, če imajo samo enega označevalca. In rojak je neke vrste zelo primerna, mehka oznaka za marsikaj, kar niti ni zelo natančno definirano. In jaz si predstavljam, da enega mladega mulca na Tržaški ulici moti, že mu rečeš, rojak, ne, ampak se mu ne bi rekel niti. Ne. Če imaš pa rojaki po svetu, kaj boš pa rekel? Slovenci in Slovenke po svetu, kaj? Pa niso nujno več Slovenci, tako je dosti mehak označevalc in teh mehkih označevalcev je veliko. Ne, in marsikaj povezal ravno s tem slovenstvom, ne, klenost, ki lahko točno karkoli si predstavljaš, pa je klen. In tudi rojak je nekako odprt, ne, in pogosto uporaben za ne prvo poimenovanje. Ne, in se zdi, to pač tako je in ob vseh drugih, ne vem, varovalkah ali pa aktivnem pristopu k nediskriminatornem in nežaljivem označevanju, nimamo kakšnih drugih alternativ, oziroma kot je Janš rekel, bi lahko začeli nov krog tega. Tole pa sveže. To je z marsikaterim politično korektivnim. Ne spomnim recimo, da so se še v drugi polovici 19. stoletja se je aktivnim narodnim delavcem, to se pravi v drugi polovici 19. stoletja, se je reklo domorodci. To vsi domorodci vedo, zakaj. Samo dvomljivce je treba še prepričati. Domorodci, ne, kar danes pač definitivno ni označevalec, nič podobnega. Ne, in je zanimiv, kdaj je pač se to tako zamenjali, ampak mislim, če zaupamo skupnosti, to se bo zdaj slišalo tako fatalistično, ampak mislim, če so izrazi res moteči, ne, bojo izginili. Je pa res, da če označuje manjšino in manjšina nima dovolj moči in jo samo diskriminira, potem pa je treba nekaj narediti, to se pa strinjamo. Ne. Ampak mislim, da pri teh naših pojmih ne govorimo o take vrste odnosov. Zelo zanimivo. Torej pravite, mislim, da bil poudarek čisto vseh vas, da so se ti pojmi in posledično tudi označevalci, torej termini, razširili. Njihov pomen se še vedno spreminja in to jih rešuje. Kar nekaj odzivov sem zaznavala tu svoje desne strani, tudi strani občinstva, poslušalstva, publike. Bi pa zdaj odprla za konec še vprašanja, če jih morda še kdo ima ali bi kdo rad kaj dodal. Prosim. Bom stopila k vam z mikrofonom, zato da vas bo slišati, hkrati pa tudi... nisem vas opazila, se prišla. Lep pozdrav, Irena Vadnjal iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Imam sicer eno vprašanje, bi pa najprej na začetku pojasnila tisti termin dobrodošli doma, zakaj je nastal, kako je nastal. Torej,
nikoli ni bilo mišljeno, da bi domov vabili nekoga, ki je doma. Mišljeno je povabiti domov tistega, ki ni doma. In to so še ena, bom tako rekla, kategorija naših rojakov, Slovenci po svetu. Se pravi, tisti, ki ne živijo v Sloveniji, ki ne živijo niti v našem zamejskem prostoru, ampak so izseljeni ali zdomci nekje po svetu v drugih državah. Torej, tako. Potem se je seveda s časoma, z leti ta prireditev razširila, da vključuje in je namenjena vsem Slovencem, in morda se kdo še vedno zdrzne ob tem, če nekomu iz Trsta rečem, pridi na našo prireditev, dobrodošli doma, se še kdo zdrzne, ampak s časoma pač poimenovanje je ostalo. Tako. To je ena stvar. Druga stvar je pa vpetost te terminologije v uporabo. In sicer, čisto konkretno se srečujemo s poimenovanji različnih kategorij v pravnem oziroma ekonomskem prostoru. In sicer, ko smo pripravljali pred leti en dokument, eno meddržavni sporazum, smo naleteli na zagato pri poimenovanju ravno pri terminu manjšina. V slovenskem prostoru so pač naši rojaki, ki živijo v sosednjih državah, tisti rojaki, tisti Slovenci, ki živijo na nekem avtohtonem naselitvenem področju in so manjšina. In je to za nas z tega vidika en kvalitetni na kvalitetnem lestvici visoko umeščen prostor, termin. Medtem, ko so naši rojaki razmišljali drugače, mi bi radi bili skupnost, ne manjšina, ampak skupnost. V italijanskem pravnem redu pa ta skupnost pomeni manj kot beseda manjšina. Kako temu streči? Najlepša hvala. Zanimiv izziv. Torej, pojmi, ki znotraj različnih kultur, znotraj različnih pravnih redov in sistemov tudi pridobivajo različne konotacije. Mislim, pri nas je tako z Romi, recimo, ne? Romi ne mora biti narodna skupnost, ampak so samo skupnost ostali. Pač nimajo nobenih pravic, ampak so dobili še 16 ali 18 let kasneje z zakonom in tako naprej. Ne, mislim, ne vem, pač to sem zdaj sam navrgel, ne vem, pak. No. Glede terminov, ki se uporabljajo v pravu, in zdaj bom govoril z tega zornega kota, je popolnoma jasno, da so se nekateri termini bolj ali manj uveljavili. Po drugi strani je pa zelo zanimivo, da naprimer, kadar govorimo o narodnih manjšinah, in to je ta najbolj uveljavljen pojem, oziroma national minorities v angleščini, nimamo jasne mednarodno-pravne definicije tega koncepta in tudi termina. Ravno zaradi tega, ker države se nikakor niso mogle zmeniti, katera je tista vsebina. Vendar pa se v pravu in tudi v dobrem delu teorije znotraj etničnih in manjšinskih študij termin minority, v smislu national, ethnic minority, uporablja ne v tem slabšalnem smislu ali pa razlikovalnem smislu, ampak zgolj kot objektivni označevalec neke kategorije. Pri čemer je spet, po mojem mnenju, bistveno, da zlasti v znanstvenih in strokovnih tekstih zmeraj pojasnimo, katero skupnost in na kakšen način opredeljujemo z določenim terminom. Tisto, kar je izjemno pomembno v tem kontekstu, zlasti v kontekstu prava, je to, da se na status manjšine vežejo popolnoma konkretne pravne pravice.
In zaradi tega je tako pomembno, da se ta termin tudi ohrani. Ampak je treba pojasniti, da tukaj ne gre za nek poskus slabševalnega ločevanja, ampak gre čisto enostavno za tehnični termin, ki se uporablja zaradi tega, da določen subjekt se šteje kot subjekt določenega kroga pravic, ki tej skupnosti oziroma pripadnikov tej skupnosti pripada. Mislim, da tukaj je dejansko potrebno predvsem to, da se stvari pojasnijo in da se tudi pojasni, zakaj v določenih kontekstih se določeni termini uporabljajo, čeprav se mogoče zdijo pripadnikom te skupnosti na prvi pogled manj privlačni in celo nesprejemljivi. Bi pa omenil še eno stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna, zlasti z konteksta človekovih pravic gledano, namreč to, da radikalizacija diskurza tako v obrambo manjšinam kot proti manjšinam praviloma ima negativne posledice za manjšino. Naj pojasnim, zakaj gre. Gre predvsem za to, da takrat, kadar gre za radikalizacijo v korist manjšin, se z uporabo jezika, ki je bolj radikalen, odpre tudi prostor za radikalna stališča tistih, ki manjšinam nasprotujejo. Skratka, nekaj, kar je prej veljalo za nesprejemljivo, nespodobno, nenadoma dobi domovinsko pravico v javnem diskurzu. Zaradi te pozitivne radikalizacije. Po drugi strani pa ni treba pojasnjevati, zakaj negativna radikalizacija zmeraj ima negativen vpliv na manjšino. Če pogledamo dediščino fašizma, nacizma, pa raznih drugih izmov, nam bo popolnoma jasno, kam ta radikalizacija vodi. In ravno zaradi tega je tako pomembno, da se tudi pogovarjamo o vseh teh terminih, da jih poskušamo pojasniti in da poskušamo, kadar je le mogoče, vzpostaviti neko inkluzivno, vključujočo rabo in pomen teh besed. Ker samo na ta način bo možno presegati neke razlike. Zgolj z izumljanjem novih pojmov verjetno tega ne bomo uspeli narediti. Je potreben nek drug, širši, globlji pristop. Najlepša hvala. Predvsem tudi za to spodbudo, kajti čeprav razumem, skupaj ugotavljamo, da morda raziskovalci slabše komunicirajo določene pomene ali jih sploh ne pripadnikom skupnosti, da je tu treba še veliko postoriti in ta zamisel nekega glosarja za opolnomočenje skupnosti niti ni tako slaba, ki naj ne bi bil izključevalen, temveč pojasnjevalen v vseh smislih in facetah te rabe. Ne nazadnje, antropologi včasih govorijo o autoorientalizmu pri določen ta termin Saido, pri identitetnih poimenovanjih, ampak zakaj pa ne? Tudi do tega imajo ljudje pravice. Jaz mislim, da so vprašanja zelo zanimiva in hkrati tudi zelo kompleksna, kot ste ustrezno izpostavili in izpostavile. Jaz pa mislim, da je mogoče smiselno začeti tam, kjer je nekako vendarle lažje. In jaz mislim, da pri tistih temah, ki jih je izpostavila kolegica Martina Piko, vsaj v nekaterih kontekstih bi bilo lažje najti kako rešitev. Jaz recimo vsakič, ko slišim, da neko prireditev ali nek projekt ali nekaj podpre Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, si rečem, ok, jaz pa potem najbrž nisem vabljena, ker se imam pač za Slovenko. Jaz mislim, da mogoče v takih primerih, ne da bi zdaj vse povsod podvajali, ampak mogoče kakšne take rešitve, kot so, ne vem, slovenske skupnosti, onkraj meja ali kaj takega, bi lahko z mogoče malo manj truda, kot pa zdaj, če vse zamejce, če vse rojake, če vse matice, če vse to spremenimo, ampak mogoče kakšna taka rahlo malo bolj vključujoča poimenovanja v 21. stoletju. Jaz mislim, da bi bila, pa se kar obračam na gospo  jaz mislim, da bi lahko o tem razmislili
v kratkem. Hvala. Hvala, Matejka. Morda kak odziv? Sicer je doktorica Zaira Vidal tudi želela dodati svoj del. Ja, če lahko, še jaz posežem. Jaz sem tudi malček tako bolj blizu tem Matejkinim stališčem, sem zelo kritična recimo predvsem do rabe tega termina zamejstvo, po mojem o tem bi bilo vredno razmisliti. Se pa zavedam, da trenutno nimamo neke zelo take hude alternative ali neke alternative, kako bom rekla, ki bi lahko krila nek manko, če recimo bi se odločili za to, da tega zamejstva pač ga ne več uporabljamo. Tako jaz mislim, da predvsem sem kritična, ker mislim, da se je družbeno-politični položaj teh manjšin tako spremenil v zadnjih desetletjih, da niso več te manjšine neka periferija, nekaj za, ampak so v središču nekega dogajanja. In predvsem mi smo recimo v središču nekega dogajanja med italijanskim in slovenskim svetom. In to se recimo tudi pozna pri mladih to zelo močno doživljajo, da so pač tudi nosilci ne samo ene kulture, ampak dveh ali več kultur, ne samo enega jezika, ampak dveh ali več jezikov. In tako da bi bilo vredno o tem razmisliti, kako bi lahko mi potem tudi tako stanje duha po eni strani, oziroma tudi družbeno-politični položaj teh skupnosti, kako bi se lahko potem to odražalo tudi na ravni neke terminologije, oziroma dolgoročno tudi pri nekem posodabljanju recimo zakonodaje, ki smo jo omenjali, poleg tega, kar lahko potem tudi raziskovalci sami recimo posodabljamo, ker imamo mogoče tudi nekaj več avtonomije. Tako da mislim, da bi bilo dobro recimo, da tudi kot nek izziv današnjega omizja bi lahko še nadaljevali recimo v tej smeri in seveda absolutno interdisciplinarno, kot danes, torej da lahko z različnih področij obdelamo to tematiko in da se mogoče tudi, ne vem, kaj novega ali kaj drugačnega mogoče še najdemo. Tako, hvala. Najlepša hvala tudi za Iri. Morda še kdo? Potem pa še kakšen odziv z vaše strani, morda na zadnji dve? Ne, povedali ste. Torej, hvala za udeležbo, hvala za iskrive misli, tudi kritične velikokrat. Mislim, da predvsem v povezavi z zadnjima dvema odzivoma lahko sklepamo, da so stališča različna, kar smo tudi pričakovali. To omizje je bilo kar sklepčno, bi bilo danes, pa morda tako, nadaljevali bomo z raziskovanjem. Recimo, da smo danes odprli določene zadeve. Hvala vsem, hvala organizatorjem in morda nadaljujemo debato še v kakem drugem okolju. Hvala. Z različnimi prevodnimi sredstvi,